Lepo pozdravljen. Ta teden je bilo res lepo sončno vreme, dnevi so daljši, v gorah je snežilo, medtem ko se je po nižinah že začela pomlad. Zdaj pa poglejmo, kaj se je dogajalo po svetu in v Sloveniji. V nedeljo je okoli 3. ure zjutraj v nočnem klubu Pulse v kraju Kočani v Severni Makedoniji izbruhnil velik požar. Umrlo je 59 ljudi, poškodovanih je 155 mladih, od tega jih je 22 v kritičnem stanju. Požar je izbruhnil med koncertom, ko je na odru zagorela pirotehnika. Ogenj se je hitro razširil, saj sta bila strop in streha kluba iz vnetljivih materialov. Žrtve so bile stare od 14 do 26 let. Inšpekcija je v klubu odkrila številne nepravilnosti. V torek so 2 poškodovanca sprejeli v UKC Ljubljana in sta še v smrtni nevarnosti. Notranji minister Panče Toškovski je povedal, da nočni klub ni imel uradnega dovoljenja za obratovanje. V četrtek so žrtve pokopali v tišini in z molitvami. Po sobotnem množičnem protestu v Beogradu se v Srbiji pojavljajo ugibanja o uporabi zvočnega topa, naprave, ki je v državi prepovedana. Oblasti uporabo zanikajo in grozijo s sankcijami tistim, ki širijo takšne informacije. Nevladne organizacije medtem zahtevajo neodvisno mednarodno preiskavo, poročajo srbski mediji. V četrtek je ukrajinski predsednik Zelenski po pogovoru s predsednikom ZDA Trumpom izjavil, da verjame v možnost sklenitve trajnega miru že letos s pomočjo Amerike, predsednika Trumpa in ameriškega vodstva. Zelenski je poudaril, da je prekinitev napadov na energetsko in drugo civilno infrastrukturo eden prvih korakov k popolni prekinitvi ognja. Kasneje je povedal, da med pogovorom ni čutil pritiska, naj popusti Rusiji. Izrazil je tudi prepričanje, da ruski predsednik Vladimir Putin noče sprejeti prekinitve ognja, dokler bodo v ruski regiji Kursk ukrajinski vojaki. Nemški proizvajalec avtomobilov Audi bo do konca leta 2029 v Nemčiji ukinil 7500 delovnih mest. Odločitev je del varčevalnega načrta, s katerim želi podjetje, ki je v lasti koncerna Volkswagen, prihraniti več kot milijardo evrov na leto. Poleg zmanjšanja števila zaposlenih bo Audi uvedel tudi druge varčevalne ukrepe, ki bodo vplivali na delavce. Podjetje kljub temu obljublja, da do leta 2033 ne bo prisilnih odpuščanj. Predsednica republike Nataša Pirc Musar je koalicijskim strankam sporočila, da namerava za varuhinjo človekovih pravic predlagati doktorico Diano Možina Zupanc, ki trenutno opravlja funkcijo namestnice varuha. Če bo koalicija predlog podprla, bo predsednica republike manjkajoče glasove za potrditev kandidatke iskala tudi pri opozicijskih poslancih. Vlada je na sestanku sprejela odločitev, da bo nova bolnišnica na Gorenjskem v Kranju. Podpredsednik vlade Matej Arčon je povedal, da Gorenjska novo bolnišnico nujno potrebuje. Več občin si je želelo, da bi bolnišnico zgradili pri njih.
V preteklosti so strokovnjaki pregledali več lokacij in naredili več analiz. Najbolj primerni sta bili lokaciji v Kranju in Radovljici. Analiza je pokazala, da sta obe lokaciji ustrezni. Radovljica je imela rahlo prednost, vendar se je vlada odločila za Kranj. Policisti so v preteklem tednu v akciji za večjo uporabo varnostnih pasov ugotovili 1360 kršitev. Največ kršitev, kar 1051, so zaznali pri odraslih na sprednjih sedežih. Na zadnjih sedežih so ugotovili 134 kršitev. Policija opozarja, da varnostni pas lahko reši življenje. Sodišče v Los Angelesu v ZDA je odločilo, da mora Starbucks svoji stranki, Michaelu Garcii, plačati $50 milijonov odškodnine. Garcia je februarja 2020 obiskal Starbucks v Los Angelesu in utrpel opekline 3. stopnje, ko se mu je med prevzemom naročila v avtu na mednožje izlil vroč čaj. Njegovi odvetniki trdijo, da prodajalec ni pravilno pritrdil enega od 3 napitkov na kartonsko nosilo. Zaradi bolečin je moral k zdravniku. Starbucks je sprva trdil, da ni odgovoren za nesrečo. Pred sojenjem je Garcii ponudil $30 milijonov, da bi se dogovorili brez sodišča. Garcia ni sprejel, ker je želel tudi javno opravičilo in spremembo pravil pri ravnanju z vročimi pijačami. Ker Starbucks tega ni želel, je primer prišel na sodišče. Že lani je bilo napovedano, da bo 13. sezona Odprte kuhne na novi lokaciji zaradi prenove največje mestne tržnice v Ljubljani. A lokacija ostaja, saj se Odprta kuhna danes vrača na Pogačarjev trg. Organizatorji obljubljajo več raznolikih okusov in nove ponudnike. Tržnica bo obiskala tudi druga slovenska mesta. Letos pripravljajo tudi festival azijske ulične kulinarike, ki bo od danes naprej vsak petek od 10. do 21. ure. Festival bo potekal do 16. maja. Dober tek! Slovenski biatlonci so na domači tekmi svetovnega pokala na Pokljuki stopili na zmagovalne stopničke. Anamarija Lampič je na 12,5 km dolgi progi s skupinskim startom osvojila 3. mesto. Prvo mesto je osvojila Francozinja Lou Jean Monod, drugo pa Bolgarka Milena Todorova. Jutri bo večinoma oblačno, nekaj jasnine bo še na vzhodu. V zahodni in deloma v srednji Sloveniji bo občasno deževalo. Pihal bo jugozahodnik, ki bo v severovzhodni Sloveniji okrepljen. Ob morju se bo krepil jugo. Jutranje temperature bodo od 5 do 10 stopinj Celzija, na severozahodu okoli 3 stopinje Celzija. Najvišje dnevne temperature bodo od 10 do 14, v vzhodnih krajih do 17 stopinj Celzija. V nedeljo bo oblačno in deževno, v vzhodnih krajih bo padavin malo. Pihal bo veter južnih smeri, ob morju sprva okrepljen jugo. V ponedeljek bodo padavine oslabele in večinoma ponehale.
Čez dan se bo jasnilo, možne bodo krajevne plohe. Kritnja tedna je Downov sindrom, saj danes obeležujemo svetovni dan Downovega sindroma. Ta bolezen je poimenovana po britanskem zdravniku Johnu Langdonu Downu, ki je leta 1866 prvi opisal ta sindrom. Svetovni dan Downovega sindroma obeležujemo na pobudo Organizacije združenih narodov od leta 2012. Letos poteka pod geslom Izboljšajmo naše podporne sisteme. Ljudje z Downovim sindromom pogosto potrebujejo prilagojeno podporo za pridobivanje samostojnosti, socialnih veščin, izobrazbe in zaposlitve, poudarjajo v Varstveno-delovnem centru Tončke Hočevar. Društvo Downov sindrom Slovenija ob svetovnem dnevu pripravlja številne prireditve. Na Prešernovem trgu v Ljubljani bodo danes imeli informativno stojnico, po 21 krajih po Sloveniji pa pripravljajo pohode z baloni. Zdaj smo pri koncu oddaje. Imejte lep konec tedna in se vidimo v naslednji oddaji.